Spoštovane članice in člani, dragi prijatelji, gospod župan, vsi zbrani. Moj poseben pozdrav pa naj tokrat velja našemu gostu, članu, prijatelju, dr. Andreju Capudru, ki bo eden izmed osrednjih govornikov. Pozdrav tudi našim gostom iz zamejstva. Pozdrav vsem, ki spremljate naš kongres preko medijev in tudi vsem, ki za to skrbite, torej predstavnikom sedme sile, ki boste o kongresu poročali v celi vesoljni Sloveniji in po svetu, tudi vam hvala lepa. In moj poseben pozdrav pa naj velja vsem, ki boste danes prejeli priznanja stranke. Letos bomo prvič tako podelili nekaj priznanj našim zaslužnim članom. Vedimo pa, da to je šele začetek, vsi ostali smo pa kandidati za naslednja leta, če bomo to zaslužili. Vransko je danes Slovenija v malem, zato gre zahvala vsem, ki ste si vzeli čas za najpomembnejši letni dogodek stranke. Hvala tudi občinskemu odboru Nove Slovenije Vransko za gostoljubje in pomoč glavnemu tajništvu pri organizaciji kongresa, za kar si vsi zaslužite vso našo pohvalo in zahvalo. Naj se še enkrat zahvalim tudi lanskoletnim organizatorjem kongresa, to je občinskemu odboru NSI Vipava in tudi občinskemu odboru NSI Kamnik, ki je prav tako skupaj z glavnim tajništvom izpeljal tabor Nove Slovenije v Kamniku. Oba dogodka sta nam, kljub vremenskim nevšečnostim, ostala v najlepšem spominu. Hvala še enkrat. Kje je Nova Slovenija, krščanska ljudska stranka v tem trenutku? Prepričana sem, da redno spremljate politično dogajanje v Sloveniji in da vas še posebej zanima delo poslancev Nove Slovenije, vodstva in organov stranke. Pozorni ste na naše predloge in odzive na aktualno dogajanje. Seveda pa je pomembno vaše delo na lokalnem nivoju, kjer se zelo neposredno uresničuje demokracija in zadovoljujejo potrebe občanov. Lokalne volitve prihodnje leto pa so nov izziv, ki je pred nami. Z vašo aktivnostjo in s pomočjo vodstva stranke lahko rezultat podvojimo, kar je naša želja, velik načrt in tudi dosegljivi cilj. Vabim vas, da si zanj skupaj prizadevamo in ga tudi uresničimo. Občine tudi v času krize izpolnjujejo svoje naloge in okrog 70% vseh investicij se izvaja prav preko občin. Prav razvoj občin v zadnjih letih je eden najboljših projektov samostojne Slovenije. Zato lahko rečemo, Slovenija je lepa in urejena, kamorkoli greš. Ne bi bilo prav, če bi z ukinjanjem občin naredili korak nazaj in razvijali samo večja mesta. Tudi meščani želijo videti lepo urejeno Slovenijo in uživajo v lepotah narave, za katero pa mora nekdo poskrbeti, da ostaja lepa, urejena in poseljena. Merilo ne sme biti zgolj število prebivalcev, pač pa naravna zaokroženost, učinkovitost, napredek in razvoj kraja. Mi smo proti samovoljnemu združevanju na podlagi kapric nekega ministra, ki bi moral najprej zmanjšati javno upravo in spodbuditi njeno učinkovitost. Reševanje tega problema pa se je lotil na napačnem koncu. Lokalna samouprava ima tudi znotraj Evropske unije velik pomen, saj občine najbolj neposredno izpolnjujejo vsakodnevne potrebe občanov. Potrebna pa je seveda tudi racionalizacija, v velikih občinah še toliko bolj kot majhnih, in odprava izstopajočih nepravilnosti ali anomalij. V Novi Sloveniji želimo enakomeren razvoj celotne Slovenije.
Delo poslancev je najbolj na očeh, saj nas lahko spremljate preko medijev, sej v Državnem zboru in tiskovnih konferenc. Naše glavno vodilo je sprejemati takšno zakonodajo, ki bo izboljšala življenje ljudi in delovanje države. Največjo politično odgovornost v državi ima trenutna koalicija. Poslanci Nove Slovenije ves čas delujemo konstruktivno, v skladu z vrednotami krščanske demokracije in po svoji vesti. Pri tem pa seveda nismo nezmotljivi ali vsevedni. Prav tako se zavedamo neizpodbitnega dejstva, da nikoli ne moreš ugajati in ustreči vsem ljudem, niti znotraj iste stranke, čeprav nas družijo iste vrednote. Na to želim še posebej opozoriti. Tudi v vaši družini niste vedno istih misli, niti mož in žena, ki naj bi bila najbolj eno. Zato ne smemo pričakovati, da bomo v vseh stvareh vsi enako razmišljali. Pomemben pa je naš skupni cilj. To je delo za skupno dobro, za boljšo in bolj pravično ter demokratično Slovenijo. Prav tako moramo dopuščati razlike med nami, med starejšo in mlajšo generacijo, še posebej glede časa in dogodkov med drugo svetovno vojno in po njej. Izkušnje v posameznih regijah so zelo različne, zato je tudi osredotočanje na našo zgodovino lahko nekoliko različno. Vsem nam pa je skupno prepričanje, da nas nerazčiščena zgodovina duši, razdvaja in tudi boli. Še posebej tiste, ki se jim je desetletja delala krivica in ves čas trpijo zaradi poniževanj in nerazumevanja javnosti. Vsi skupaj si želimo, da bi bile vse smrtne žrtve vojne, medvojnega in povojnega revolucionarnega nasilja dostojno pokopane, krivice poravnane in žrtve rehabilitirane. Samo resnica osvobaja in do resnice imamo vsi pravico. Slovenci smo žrtev 3 totalitarnih režimov, fašizma, nacizma in komunizma, ki nam je prizadel največ zla. Ker je trajal najdlje, se tudi najbolj globoko zaril v globino. Njegove posledice pa čutimo še danes. Včasih je težko ostati miren, ko se druga stran kiti s herojstvi, nekaterimi lažnimi zaslugami, ter vihti zastave simboli prejšnjega režima. Molči pa v hododelstvih zaradi revolucije in želje po oblasti. Resnica vedno zmaguje na dolgi rok in bo zmagala tudi v primeru tragičnih dogodkov slovenskega naroda. To nas pomirja in opogumlja. Krivica boli in žalosti, krivda pa peče, žge in mori. Sama bi bila raje na mestu žrtve, ki je doživela krivico ali nasilje, kot na mestu krvnika, ki je zaradi neke ideologije in zaslepljenosti v vrtincu vojne vihre in povojnih čistk ali zaradi osebnih koristi moril ali izdajo. Če se trudimo in v sebi z Božjo pomočjo predelamo krivico, lahko odpustimo in nam je lažje. Če nas preganja krivda, jo težko odložimo. Vedno znova prihaja na površje, če jo še tako dušimo in opravičujemo. Krivda je mnogo težji križ od krivice, v to sem prepričana. Med največje žrtve sodijo tudi krvniki, o tem nikoli ne govorimo. Neredko so si po nekaj letih ali celo desetletjih sodili sami. Tudi sama poznam kar nekaj takih primerov v mojem domačem kraju. Ker teže krivde niso več mogli prenašati. Bog bo njihov sodnik in samo on ve, kaj so pretrpeli in če in kako so se pokesali, če tudi na tem svetu niso stopili pred sodnika.
Ne sodite, da ne boste sojeni. Kdor je brez krivde, naj prvi vrže kamen vanjo. Ne glej veri v očesu svojega brata, bruna v svojem pa ne vidiš. Nas uči Kristus. Zato imamo kristjani orodje, vodilo in moč, da lažje prenašamo krivice, odpuščamo ter gradimo novi in boljši svet. Vsak izmed nas pa je kdaj mlajši sin, ki se vrne k očetu, spet drugič starejši, ki se z očetom ne veseli bratove vrnitve, je nevoščljiv in ne odpušča. Včasih smo farizeji, včasih cestninarji, spet drugič polni ljubezni in sočutja ter na poti svetništva. Potem nas spet premaga sebičnost in greh, pa spet kesanje in želja po svetem. Zakaj so potrebne te besede na kongresu politične stranke Nove Slovenije, Krščanske ljudske stranke, kmalu Krščanskih demokratov? Zato, ker je nerazčiščena preteklost slovenskega naroda tudi ovira za napredek in boleča točka naše sedanjosti, kakor tudi mnogih naših članov in volivcev. Naši pogovori se pogosto vrtijo okrog teh bolečih spominov in aktualnih dogodkov, ki znova obudijo to bolečino. Nova Slovenija je bila in vedno bo na strani resnice in pravice, na strani žrtev in njihovih pričakovanj po popravi krivic. Nova Slovenija si bo vedno prizadevala za mir in spravo med Slovenci. Kot politična stranka pa nismo odgovorni samo za popravo krivic iz preteklosti, pač pa mora biti naš pogled in naše delovanje namenjeno predvsem prihodnosti. Zaradi preteklosti ne smemo pozabiti na mlajše generacije, ki imajo pred seboj še vse življenje. Mladim ne smemo zagreniti življenja zaradi nerazrešenih problemov preteklosti. V sedanji krizi nas morajo najbolj skrbeti prav mladi, ki nimajo služb, ki si ne morejo zagotoviti osnovnih življenjskih pogojev, da bi si lahko ustvarili družino. Lani se je brezposelnost med mladimi v Sloveniji povečala za več kot 30%, kar je bilo največ v Evropski uniji. Mladi imajo svoje življenje, svoja hrepenenja in upanja v tem času in v tem prostoru. Kako kruto je za njih spoznanje, da imajo v roki diplomo, imajo sveže znanje, so na vrhuncu telesnih moči, pa ne morejo dobiti zaposlitve. Naša dolžnost je, da si kot politična stranka prizadevamo za izboljšanje položaja mladih na trgu delovne sile. Naša prihodnost je v mladih generacijah, zato morajo biti prav mladi deležni naše posebne pozornosti in tudi skrbi. V Novi Sloveniji smo vedno znali sodelovati in iskati prednosti medgeneracijskega sodelovanja. Sadovi sedanjosti vedno rastejo iz korenin in dela v preteklosti. Zato smo drug drugemu potrebni, pomembni in tudi dragoceni. Blagor otrokom, ki imajo skrbne starše, in blagor domačiji, ki ima naslednika. Zato je vsako rivalstvo ali nerazumevanje med generacijami nesmiselno in neplodno oziroma zelo škodljivo. Zakaj na to opozarjam? Ker nekateri iščejo prav tukaj tisto razpoko, v katero bi radi zabili klin in stranko razdelili. Pri tem ravnajo zelo kratkovidno. Dokler bo slovenska desnica uničevala samo sebe, naši volivci pa nasedali izmišljenim in zlonamirnim zgodbam, ne moremo zmagovati. Dr. Jože Magdič, ki ga vidim tukaj v prvi vrsti, je v sobotnem intervjuju, odličnem intervjuju za znani slovenski časopis rekel: Demosa niso uničili komunisti, ampak egoisti. Odlična
In zelo poučna ugotovitev. Podpirajmo in ohranjajmo etične vrednote v politiki. Ne bodimo pa naivni in lahkoverni, ko nam potikajo zgodbe o podkupovanjih, ločitvah, podpori komunizmu in podobnih lažeh. Pri nas lahko vsak čas tudi preverite in nas vprašate, če imate kakršnekoli dvome ali pomisleke. Če bomo zaupali sami vase, se podpirali in spodbujali, nam tudi razdiralci in zlonamirneži ne morejo priti do živega. Če kdaj, potem nas prav v času izgubljenih vrednot Slovenija najbolj potrebuje. Mi, krščanski demokrati, imamo prave odgovore za prihodnost. Zakaj naše delno preimenovanje? Kot vemo, Nova Slovenija je nastala 4. avgusta leta 2000, ko je dr. Andrej Bajuk skupaj s skupino somišljenikov, med katerimi ste tudi mnogi tukaj prisotni, postavil temelje novi stranki. Po združitvi SLS in SKD je obstajala velika nevarnost, da se bo krščanska demokracija kljub velikim zaslugam pri nastajanju nove samostojne države izgubila zaradi drugačnih interesov nove združene stranke. Krščanska demokracija je zaradi velike podpore na prvih demokratičnih volitvah po vojni ter zaradi velike pripadnosti in zagnanosti njenih članov postavljala temelje demokratične in samostojne države Slovenije. Vsi tisti, ki smo bili zaradi svoje verske pripadnosti in nasprotovanja komunizmu dotedaj kot drugorazredni ideološki pol, izgnani iz političnega življenja, smo se demokratičnih sprememb neizmerno veselili. Zato mnogim izmed nas, ni bilo težko žrtvovati svojega časa, dela in denarja za novo in lepšo prihodnost. Verjeli smo, da je tema revolucije pregnana in da bomo odslej ustvarjali svojo srečno domovino, domovino po meri svobodnih, ustvarjalnih, poštenih in delovnih ljudi. Verjeli smo, da bomo ustvarili deželo blagostanja, saj smo vedno veljali za delaven in priden narod. Nekaj let se je naše blagostanje res povečevalo in naše življenjske razmere izboljševale iz dneva v dan. Bili smo čedalje bolj ponosni na to, da smo postali člani Evropske unije, NATO, predvsem pa hitro razvijajoča se in gospodarsko rastoča ter stabilna in varna država. Lepote naše domovine pa nas dvigajo in navdihujejo, ne glede na vlado in vsakovrstne težave, s katerimi se srečujemo. Ob dobrih gospodarskih kazalcih pa smo očitno spregledali, da ni šlo vse po pošteni poti. Ob udaru krize se je razkrila vsa resnica zgrešenih potez privatizacije. Pokazala se vsa resnica nedelujoče pravne države, gniloba nepoštenih in med seboj povezanih političnih, gospodarskih ter drugih elit in lobijev. Pod krinko zakonitih in strogih predpisov so posle dobivali z vladajočo politiko povezani lobiji in prijatelji vladajočih strank. Ne samo posle, pač pa tudi nezavarovane kredite na podlagi poznanstev in prijateljstev. Medtem ko spremljamo uspešno napredovanje Nemčije, ki jo vodi krščanska demokratka Angela Merkel, ugotavljamo, da to ni dobro samo za Nemčijo, pač pa tudi za slovensko gospodarstvo, ki je zaradi intenzivnega sodelovanja tesno povezano z nemškim. Krščanski demokrati stavijo na delo, poštenost in odgovornost, na temeljne etične in krščanske vrednote, ki jih ne more nadomestiti 1000 zakonov in predpisov. Slovenijo in Slovence, poleg dolgov, duši vse večja davčna obremenjenost. Nova Slovenija se zavzema za večjo samooskrbo s prehrano
In zato nikakor ne moremo pristati na ukrepe, ki kakorkoli prispevajo k zmanjšanju kmetijske dejavnosti. Preveč njiv in travnikov, na katerih je možno pridelovati hrano, smo že spremenili v zazidljiva območja. Pri tem pa so prekupčevalci zaslužili bajne denarje. Ti bi morali biti pošteno obdavčeni. Nova Slovenija se je pridružila podpisovanju peticije proti slabemu, nedodelanemu, predvsem pa krivičnemu davku na nepremičnine. To je davek na pridnost in delavnost ter podlaga za novo nacionalizacijo. Zato temu zakonu odločno nasprotujemo. Kakšno Slovenijo si želimo? Naš prijatelj Leon Marc, diplomat in publicist, je avtor drobne knjižice z naslovom Dežela priložnosti. Njen podnaslov je Kaj je narobe s Slovenijo in kako jo pozdraviti. Ker se z njim v veliki meri ali skoraj v celoti strinjam, bom navedla samo naslove njegovih poglavij. Med drugim pravi, da moramo vedeti, kdo smo in postati nacija. Spregovoriti o preteklosti tudi samokritično, prešteti kosti, nostalgijo po Jugoslaviji zamenjati z opredelitvijo za Evropsko unijo in Srednjo Evropo, izkoristiti majhnost, priznati drugače mislečim dober namen, vključevati, ne izključevati, okrepiti civilno družbo, vedeti, kaj hočemo, definirati slovenske vrednote, postati strastni pri delu, začutiti Slovenijo kot svojo, odpreti se in postati svetovljanski, utrditi pravno državo, razbiti mit o zveličavni strokovnosti in tabu o umazani politiki, postati manj domači, a bolj ljubeznivi, prenehati noreti na cestah, prenehati z destruktivnostjo, v medijih zavreči bizarnost, cenenost, sovražni govor in očitno pristranskost, zmanjšati pričakovanja do države, povečati pričakovanja do sebe, dati večjo vlogo podjetništvu, naravoslovju in tehničnim vedam, znanosti, imeti premožne ljudi s kulturo in integriteto, priznati si, da v Sloveniji pravzaprav večina še vedno živi dobro, a da moramo Slovenijo šele narediti za deželo priložnosti, biti odlični v nenaklonjenih razmerah. To so misli diplomata. Vidim, da se tudi mi vsi z njim strinjamo, torej to so misli diplomata, intelektualca, ki je precej let preživel v tujini in zato lahko z večjo širino in s pogledom oddaleč tenkočutno zazna probleme današnje Slovenije in nakaže tudi pot reševanja teh problemov. Smo lahko krščanski demokrati odgovor za prihodnost. Nova Slovenija, krščanski demokrati, kmalu bomo to postali, prepričana sem, da bomo to izglasovali, kajti na vseh organih je to novo ime dobilo veliko podporo. Smo demokratična politična stranka, ki želi povezovati vse državljanke in državljane Republike Slovenije, ki sprejemajo demokracijo, krščanske vrednote, slovensko kulturo in evropsko povezovanje in sodelovanje. Krščanski demokrati želimo graditi državo, ki temelji na svobodi posameznika in vladavini prava. Želimo ustvariti Slovenijo, v kateri bodo imeli vsi enake možnosti za razvoj svojih sposobnosti in talentov, potencialov, pri tem pa spoštujemo tradicijo in stremimo k modernosti. Krščanska demokracija je v Evropi že dokazala, da je lahko politika tudi dobra in ne zgolj boj za oblast. Da je politika predvsem delo za skupnost in kot taka tudi dolžnost in odgovornost kristjanov.
Krščanski demokrati smo prepričani, da v slovenski družbi še vedno obstaja velik delež ljudi, ki so pošteni in marljivi. Prav to, kar je v ljudeh dobrega, kar je vrlina, naj podpira in spodbuja tudi država. Prav tako svobodno gospodarsko pobudo. Davčno bomo podpirali tiste, ki ustvarjajo nova delovna mesta in vlagajo v raziskave in razvoj, tiste, ki skrbijo za pridelavo hrane, tiste, ki delajo za večjo energetsko učinkovitost in zelena delovna mesta. Nova Slovenija bo naredila vse, kar je potrebno, da bo zagotovila vsem državljanom enake izhodiščne možnosti. Tudi v času krize krščanski demokrati ostajamo stranka preudarnosti, mire, argumenta, konstruktivnosti, etičnih načel, dialoga in sodelovanja. To so odgovori krščanskih demokratov za prihodnost Slovenije. Ali lahko protesti, civilna gibanja in nove stranke ustvarijo boljšo družbo? Prebujena in čuječa civilna družba je vsekakor potrebna in mora biti temelj demokracije, ki se udejanja preko volitev in izbiranja političnih zastopnikov za različne funkcije v hramih demokracije. Vendar ulica ne more razsojati in obsojati vse počez, ker je to naloga drugih institucij, če delajo v skladu s svojimi dolžnostmi in pristojnostmi. Nova stranka, za katero niti ne vemo, kdo bodo njeni predstavniki in kakšna načela bodo zastopali, še ni garant za drugačne in boljše odločitve. Krščanski demokrati so v Evropi že velikokrat dokazali, da znajo voditi države, ker na prvo mesto postavljajo blaginjo skupnosti, spoštovanje človeka in njegovih sposobnosti, pošteno in odgovorno delo. Zato smo prepričani, da smo krščanski demokrati pravi odgovor tudi za prihodnost Slovenije in prihodnost Evropske unije. Volitve so tudi pravi čas in pravo orodje za modro izbiro. Maja prihodnje leto bomo izbirali poslance za Evropski parlament. Nova Slovenija bo na evropskih volitvah znova dosegla dober rezultat, saj bo imela odlično listo. Pričakujemo izvolitev najmanj 2 poslancev. Že do sedaj se je stranka s svojimi evropskimi poslanci dokazala tudi na evropskem parketu, zato verjamem, da uspeh tudi tokrat ne bo izostal. Uspeh evropskih volitev pa bo za vse nas tudi spodbuda za lokalne, morebiti pa tudi za državnozborske volitve. Zato pojdimo na volitve, glasujmo, podprimo naše kandidate in potem bomo lahko tudi zmagali, tako kot leta 2004. Nova Slovenija je dala pobudo za dialog. Slovenci smo žal razdeljeni. Bolj, ko govorimo o spravi in potrebi po končanju delitev, bolj se razhajamo in vztrajamo vsak na svojem ideološkem bregu. Državljani od nas pričakujejo več sodelovanja in manj delitev. Zato je Nova Slovenija predsedniku države Borutu Pahorju dala pobudo za sestanek vseh parlamentarnih strank, da znova vzpostavi dialog med koalicijo in opozicijo, ki je obstal na mrtvi točki. Predsednik in vse parlamentarne stranke so pobudo na naše veselje in zadovoljstvo sprejeli. Zato je napovedano srečanje predvideno za konec novembra. Nova Slovenija je predlagala pogovor o naslednjih temah: o stanju slovenskih financ in možnih rešitvah ter posledicah zadolževanja ali evropske pomoči v prihodnjem letu. To je naš skupen problem. Ne smemo ga skrivati, ampak očitno skupaj presoditi, katera pomoč, kateri način je najboljši za Slovenijo. Slovenija nujno potrebuje dolgoročno strategijo razvoja. Poslanci in drugi predstavniki nekaterih vladnih strank večkrat izražajo evroskepticizem. Zdi se, kot da se želijo oddaljiti od Evropske unije
in iščejo krivca za slovenske težave v institucijah Evropske unije. V Novi Sloveniji menimo, da se mora Slovenija odločiti tudi za svojo strateško usmerjenost in iskati partnerje in zaveznike prav znotraj Srednje Evrope, ki nam je geografsko, strateško, zgodovinsko in tudi kulturno najbližja. Nova Slovenija je že predlagala predsedniku Državnega zbora, da ustanovimo odbor za prihodnost Slovenije, v katerega bi bili vključeni tudi zunanji strokovnjaki. Vlada pa bi morala redno predstavljati dolgoročno strategijo razvoja. Tako bi bili vsi skupaj prisiljeni razmišljati in načrtovati bolj dolgoročno in ne le znotraj enega mandata vlade in parlamenta. Volitve. Nova Slovenija ne podpira večinskega volilnega sistema. Naklonjeni pa smo morebitnim spremembam, ki bodo volivcem omogočale več neposrednega vpliva na izbiro poslanca. Aktualen je tudi prenos privatizacije podjetij in spodbujanje zasebne pobude v gospodarstvu, zdravstvu, šolstvu. Zdi se, kot da sedanja vlada zasebni pobudi ni naklonjena oziroma jo želi celo omejevati. Menimo, da je to korak nazaj pri pluralizaciji družbe, spodbujanju konkurenčnosti in kakovosti na vseh področjih. Za nadaljnji razvoj Slovenije, njeno večjo konkurenčnost in za ustvarjanje novih delovnih mest je zaželena tudi zasebna pobuda, ustanavljanje malih, srednjih in družinskih podjetij, s čimer bomo izboljšali kakovost in konkurenčnost ter spodbujali podjetnost naših državljanov. To so naši predlogi, druge stranke bodo dodale še svoje za to skupno srečanje. V naši kongresni izjavi smo nakazali številne rešitve in predloge Nove Slovenije krščanskih demokratov za bolj učinkovito, pregledno in pošteno reševanje nakopičenih težav Slovenije. Nova Slovenija, kmalu krščanski demokrati, gradimo ekonomsko politiko na socialnem tržnem gospodarstvu, v katerem svoboda, konkurenca, odgovornost in solidarnost sestavljajo celoto. Gre za preizkušeno povezavo načel svobodnega tržnega gospodarstva in prizadevanj socialne politike za dosego pravične družbe. Izhajamo iz spoznanja, da je za pobiranje davkov potrebno najprej ustvariti materialno blagostanje. Ugotavljamo, da je Slovenija žrtev socialističnih in socialdemokratskih konceptov prerazdeljevanja in izenačevanja dohodkov. To je ustvarilo pretirana pričakovanja in odvisnost od socialnih transferjev, ki zatirajo gospodarsko ustvarjalnost in podjetnost državljanov. Davki ne smejo preobremeniti posameznikov, družin in gospodarstva tako, da bi jim preprečevali podjetniško iniciativnost, ustvarjalnost in tudi končno blagostanje na podlagi poštenega in dobrega dela. Nova Slovenija bo vztrajno delovala za znižanje davkov ob hkratni poostritvi davčne discipline. Smo tudi za manjšo javno upravo. Javno upravo razumemo kot servis za zagotavljanje kvalitetnih storitev državljanom in podjetjem. Javna uprava se financira pretežno iz davkov, zato zahtevamo racionalno porabo javnih sredstev in tudi vidne rezultate. Sedaj plačujemo izobrazbo in zanemarjamo izkušnje, prizadevnost in učinkovitost. Kakovostno in dobro delo naj bo primerno nagrajeno, slabo pa tudi kaznovano in sankcionirano. Privoščimo si lahko zgolj tako obsežno javno upravo, kot jo lahko tudi plačamo. Dobro delo pa se mora vedno splačati. Krščanski demokrati smo tudi za umik iz politike, iz gospodarstva. Politizacija gospodarstva uničuje podjetja, ruši demokracijo in daje neupravičeno prednost elitam, ki imajo moč zgolj zaradi državnega lastništva podjetij, ne pa zaradi njihove sposobnosti. Politizacija gospodarstva je tudi leglo vseh vrst korupcije, klientelizma in dogovorne ekonomije. Zato bomo v Novi Sloveniji predlagali strateško
in taktično premišljen umik države iz gospodarstva. Ljudje so siti razprti in kreganja, zato bo Nova Slovenija tudi naprej delovala spravno, konstruktivno in v duhu dobrega gospodarja, ki odgovorno skrbi za svojo lastnino, blagostanje svoji družini pa zagotavlja s poštenim in odgovornim delom. In kaj še je za nas kvaliteta življenja? Zavedamo se, da kvaliteta življenja ni odvisna zgolj od količine materialnih dobrin, pač pa tudi od medsebojnih odnosov in spoštovanja, od solidarnosti do pomoči potrebnih. Kvaliteto življenja predstavljajo naša naravna bogastva, zdrava prehrana in vse oblike kulture in kulturne dediščine. Vrline Slovencev, kot so delavnost, poštenost, resnicoljubnost, solidarnost, so bile nekoč poznane po Evropi in tudi v svetu, kamor so odhajali naši rojaki zaradi različnih razlogov. V zadnjih letih so prav te naše vrline izgubljale v javnosti svojo veljavo. Preko medijev se je ustvarjalo javno mnenje, ki je pretirano preudarjalo hiter zaslužek, skrb samo za zunanjo podobo in čim boljše materialno stanje, ne glede na to, na kakšen način je bilo pridobljeno. Družino, vzgojo in skrb za spoštovanje temeljnih etičnih vrednot smo odrinili precej na rob kot nepomembne in preživele ostanke konservativne družbe. V središče veljave pa postavili lasten ego, ki potrebuje razvajanje, čim več ugodja in materialnih dobrin. Za dosego teh ciljev so nekatere elite izrabile svoje povezave, plenile državna podjetja in banke, izčrpavala podjetja in se prisesala na državne jasli. Sedaj, ko ugotavljamo, kakšna luknja je v naših javnih financah in kam smo pripeljali to državo, smo se ponovno zavedli, da brez spoštovanja temeljnih etičnih načel lahko propade cela družba in tudi država. Krščanski demokrati želimo delati odgovorno in to je naš odgovor za prihodnost Slovenije, Slovenije, o kateri smo sanjali in katero smo tudi soustvarjali. Krščanski demokrati verjamemo, da lahko naše sanje o demokratični, pravični in pošteni Sloveniji v prihodnosti tudi ponovno uresničimo. Krščanska demokracija v Sloveniji še zdaleč ni rekla zadnje besede. Mi, krščanski demokrati, smo optimisti in bomo naredili vse za boljšo Slovenijo, na katero bomo spet lahko vsi skupaj ponosni.